Dobar dan vsem skupaj. Lep pozdrav vsem še enkrat. Mogoče treba na začetku povedati tudi, kaj je ta vlada za spodbujanje gospodarske rasti že naredila. In v teh nekaj ukrepov mi dovolite, da jih tudi povem. Dvig prevzemnega praga v podjetjih na 33% z namenom oživitve kapitalskega trga. Postopno zniževanje davčne stopnje pri dohodku pravnih oseb. Povišanje olajšav za investiranje pri vlaganjih v raziskave in razvoj celo na 100% zneska investicije. Spremenila se je lestvica za odmero dohodnine. V okviru finančnih spodbud se je za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest namenilo nekaj več kot 6 milijonov evrov, razpisalo se je 27 milijonov evrov za izdajo garancij in za financiranje tehnološko razvojnih projektov ter v sodelovanju s SID banko zagotovilo 150 milijonov zelo ugodnih kreditov. 40 milijonov evrov je namenjenih za sofinanciranje na področju učinkovite rabe energije in projektov, ki vključujejo pridobivanje energije iz obnovljivih virov. Kakor je že na začetku Marko povedal, da bo vse skupaj podprto z 377 milijoni evrov proračunskega denarja, seveda, je treba povedati, da je od tega 148 milijonov evrov za subvencije, 50 milijonov evrov za garancije in skoraj 180 milijonov evrov za izvajanje javnih investicij. Se pravi, vladna koalicija se dobro zaveda, da brez naložb ni gospodarske rasti. Ukrepi bodo seveda dosegli še druge ukrepe, tudi na področju kmetijstva in okolja, predvsem z poenostavitvijo postopkov, z uvedbo obročnih plačil, podaljševanje veljavnosti okoljskih dovoljenj, sprejemanje novih uredb o cenah, metodologije oblikovanja cen, poenostavitve pri koncesijah in tako naprej. Še enkrat, to je zdaj drugi korak. Upam, da se prav tudi za državljane veliko bolj prijetno. Hvala. Hvala lepa.